Dobro jutro, oglašam se naravnost iz... kaj vam govorim, ziher veste, od kod se oglašam. Prepoznate tale otok? Ali pa tradicionalne pletne? Kaj pa sladice? Ne, ni še čas za kremšnite. Ravno kar za mano poteka tradicionalna akcija čiščenja Blejskega jezera. Špar se je akciji pridružil že 3. leto, sicer pa poteka v organizaciji Društva za podvodne dejavnosti Bled in s pomočjo vseh nadebudnih prostovoljcev. Mimogrede, se boste tudi vi šli z mano v vodo, a ne? Zdajle je sicer rahlo mrzla, ima približno 10 stopinj, ampak obljubim, da bo zabavno. Gremo najprej pogledat, kako vse skupaj poteka. Današnja akcija poteka na 22 točkah po celem jezeru. To pomeni, okrog celega jezera smo razporedili potapljače iz cele Slovenije in preiskali bomo jezero do globine 7 metrov in poskušali pobrati vse smeti. Ta akcija je tradicionalna, 28. po vrsti. Naša ekipa, katere del ste zdaj tudi vi, se odpravlja na 11. točko. Jan me je naučil še pletno voziti. Zdaj se bom spet budil v breg. Pletno smo potem raje prepustili profesionalcu, hvala Jan, in prišli do cilja. Zdaj pa gremo pod vodo. Slovenska potapljaška zveza ima posebno komisijo za ekologijo in ta komisija skrbi za ekološke akcije po celi Sloveniji, tako na jezerih, kot seveda tudi po rekah in na našem delu morja. Ampak bolj kot to, kar potapljači očistijo posamezne akvatorije, je pa pomembno sporočilo, da med vsakim potopom potapljač, ko vidi nekaj, kar ne sodi v vodo, vzame sabo in prinese ven. Tako da vsak potop promoviramo kot ekološki potop, po eni strani, po drugi strani pa seveda se zavedamo, da nikoli vsi potapljači skupaj ne bomo mogli toliko odpadkov iz vode prinesti, koliko bi vsi drugi lahko nametali noter. Zaradi tega najpomembnejše sporočilo: čuvajmo vsi, ki smo kakorkoli aktivni na akvatorijih v Sloveniji, da jih ohranimo čiste in po nepotrebnem, pa niti po nerodnosti ne mečemo odpadkov v njih. S Samom sva se lotila dela na najini točki. Odpadkov je bilo kar precej, invazivnih školjk trikotničark pa nisva našla. Me prav zanima, kako so se imeli ostali. Meni je bilo super, malo je bilo sicer mrzlo. Je ta Pikachu oprema standardna potapljaška oprema? Ja, ponavadi imamo pod suho obleko, zato da nas ne zebe pod vodo. Nik, naša ekipa je bila pa na otoku. Mi smo fantastičen potop, našli smo kar nekaj smeti, raznih plastik, piksen, ostalih materialov, posledica vandalizma. To smo pospravili. Zgodila se pa ena zanimivost, našli smo krapa in sicer med potopom sem videl, da krap stoji na miru in to je zelo nenavadno za krapa, ker vedno ga je težko ujeti pod vodo in je bil dejansko, ribič ga je ujel, laks se je strgal očitno in ko je potoval skozi vodo, se je zapel s tem laksom med vejevje in se ni mogel premakniti. No, in sem se mu lepo počasi približal in mu trnk dal ven z ust in je veselo odplaval naprej. In evo, en super dogodek se je naredil. To je bila pika na i današnje akcije. Jezero zdaj prepuščamo njegovim stalnim prebivalcem, akcija je uspešno zaključena. Odstranili smo približno pol tone odpadkov, največ pozornosti pa je pritegnilo praktično popolnoma funkcionalno kolo. Zdaj pa, kot obljubljeno, kremšnite! Hvala, da ste bili z nami, upam, da ste uživali in da zdaj malo drugače gledate na vodne svetove okrog nas. Se gledamo naslednjič.